Smo Goat Story ljubitelji kave, ljubitelji v bistvu različnega dizajna. To smo tudi z našim prvim izdelkom, z viralno kampanjo Goat Mug, tudi predstavili na Kickstarterju, sledili so naprej. Naslednji naš produkt je bil Gina, ki je nekako pametna, večfunkcionalna pripomoček za pripravo kave. In tudi nadaljujemo naš razvoj, naše kreativno razmišljanje v razvoj novih produktov za pripravo kave. Ja, ker izkušenj s ponaredkom imamo zelo veliko. Zelo veliko je bilo ponaredkov na trgu, sploh na azijskih trgih, Kitajska, Koreja, in tam so se ponaredki zelo močno pojavljali. Tudi dejansko se je pojavil problem, da so naš dizajn ščitili drugi, in tako da smo se mogli pravno kar zelo boriti in veliko preglavic nam je to povzročalo. Škodo je vedno zelo težko oceniti, sploh če govorimo o azijskih trgih, ker je toliko velik trg, toliko težko ga je kontrolirati, tako da škode nismo nikoli ocenili, so pa tudi škoda je bila tudi že zelo velika na strani odvetnikov, ko smo mi plačevali za odvetnike, za odvetniške stroške, ampak skupnega izračuna stroškov več nimamo. Ja, ta problem je ne samo pri startupih, ampak pri vseh podjetjih zelo velik. Normalno, mi investiramo zelo velik del stroškov za razvoj in potem, če ti nekdo v bistvu prekopira idejo, je potem to za nas v bistvu velika izguba. Ampak jaz mislim, tiste stvari, ki so pač najbolj pomembne, pri teh stvarih je pozaveščenost uporabnikov. Jaz mislim, da vsakega, ki pač uporablja ponaredek določenega produkta, bi mogli biti v bistvu to sram. Ker s tem v bistvu mi kot kreatorji nekaj takega pač ne dobimo dolgoročno sploh možnosti inoviranja. Jaz se mi zdi, da samo uporabniki bi mogli biti ozaveščeni, več bi se mogli o tem govoriti, in to je tista glavna stvar. Glavna sprememba, ki se lahko pride do tega, da lahko še vedno imamo več možnosti razvijati in vsi dizajni, da bojo bolj cenjeni.